Nocoj o zunanji politiki. Tone Kajzer, Slovenska demokratska stranka. Robert Golob, Gibanje Svoboda. Jožef Horvat predstavlja skupno listo Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Marka Lotriča. Za stranko Socialni demokrati se soočenja udeležuje Luka Goršek. Anže Logar predstavlja demokrate Anžeta Logarja. Levico in Vesno pa zastopa Luka Mesec. Vladimir Prebilič je tukaj v imenu stranke Prerod. Predstavnik stranke Mi socialisti je Miha Kordiš. Po odločitvi upravnega sodišča je z nami tudi stranka Zaupanje Karla Erjavca, ki se na soočenje sicer ni prijavila, začasna odločba še ni pravnomočna, smo jo pa dolžni upoštevati. Tiste, ki so ujeti v zalivskih državah, spravimo iz območja nevarnosti. In jaz bi rad najprej se zahvalil vsem ekipam, na čelu z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, zato je tudi z nami ni, ker je dobesedno izgorela v skrbi in delu za korist Slovenk in Slovencov, ki so bili ujeti. Ravno zato, ker smo se lahko obrnili na arabske prijatelje, smo uspeli spraviti domov že več kot polovico vseh ujetih v vojnem metežu. Tudi Aleksandar Čeferin se je vključil v pomoč pri tem. Vse prijatelje, kar jih imamo, zato da pospešimo vračanje domov. V izhodišču, da je Slovenija imela zelo dobro organizirano strukturo in sistem, ki je pomagal pri vračanju, govorim o času COVID, in ta struktura, nažalost, v zunanjem ministrstvu, mi kolegi povedo, da je bila kar precej razmontirana. Zunanje ministrstvo nima več 24-urnega dežurstva in tako naprej. Vidimo pa, kako se obnesejo obljube desnice, ki pred volitvami obljublja vse mogoče. Donald Trump je obljubljal, da bo končal vse vojne, zdaj pa na Bližnjem vzhodu začenja vojno, v katero se pogreza cela regija, mogoče se lahko zaplete celo svet tam v vojno, če bo šlo tako naprej. Mi absolutno nismo nikakršni podporniki iranskega režima, ampak tvegati tako vojno, kot jo Donald Trump trenutno kuha, je pa povsem neodgovorno. Domača desnica je danes tiho, ko bodo begunci dosegali Evropo, bodo pa glasni. Ampak ti begunci so točno posledica politika, ki ga oni tiho podpirajo. Ta kriza je vlado očitno dosegla popolnoma nepripravljeno. Zdaj, če boste gledali spletne strani zunanjih ministrstev nekaterih drugih evropskih držav, boste videli, da so že v začetku januarja ali pa sredi januarja pozivale svoje državljane, naj ne potujejo v regijo, v Iran, oziroma vse nenujne polete odpovedo. Ne razumem, zakaj Svet za nacionalno varnost še ni bil sklican, medtem ko se ga recimo sklicuje za komentarje nekega spletnega vplivneža. Slovenija je to situacijo z evakuacijo pričakala, da, popolnoma nepripravljena. Ampak ne zaradi predsednika vlade, ne zaradi tega ali pa onega ministra, ampak predvsem zato, ker je politična klasa že zdavnaj potopila Adrio Airways. Če je ne bi in bi imeli svojega nacionalnega letalskega prevoznika, bi bilo urejanje te logistike bistveno lažje. Težko pa prebavljam vse tiste influencerje, kriptobojze, pa davčne optimizatorje z rezidentstvom v Dubaju, ki danes polnijo medijske vrstice. Oni imajo skozi polna usta, koliko je naša država grda, koliko so davki previsoki. A zdaj se pa dobesedno takole rinejo v to prvo vrsto, dajte nam pomagati. Medtem, ko tam v Iranu Zahod uničuje celo državo, ko je zbombardirala dekliška šola, se oni pritožujejo okrog letalskih sendvičev na avionih. Pa to, da morajo v hotelih s 5 zvezdicami čakati, koliko so oni bogi, še en dodaten dan. Oprostite, kar se teh tiče, jaz mislim, da jim država ni dolžna poravnati nobenega računa, lahko ostanejo tam dol, ali pa zaradi mene ne grejo influencati pa tradati bitcoine tja v Gazo. Novo večletno finančno financiranje Evropske unije in v tem proračunu se že pripravljajo tudi izdatki za obrambo, ki do zdaj niso bili nikoli v tej višini. Gre za 130 milijard evrov, ki jih, pazite, to je pa zdaj zelo pomembno, jemljemo iz kohezije, iz regionalnega razvoja Evrope. Če se bo to dejansko udejanjilo, potem bo v Evropi nastalo še več razlik in te razlike so tiste, ki poganjajo skrajno desnico na vrh. Mi pozabljamo, da se je erozija mednarodnega reda, mednarodnega prava, na to se vsi sklicujejo, čeprav dejansko niti ne vejo približno, kaj to pomeni, začela z agresijo stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Poslušajte, s pravico veta in z veliko odgovornostjo za globalno varnost na svojo sosedo. In tukaj gledamo posledično vse dogodke, ki se zdaj dogajajo. Danes pravzaprav nas Donald Trump pa Amerika ne sprašuje, a mi podpiramo politiko Donalda Trumpa ali smo kritični, ker je to njim vseeno. Ampak oblikovati jo moramo, ne?
Absolutno. Se pa najbrž tudi strinjamo, da Amerika pravzaprav, mi nismo v stanju, mi v Sloveniji nismo v stanju, da Ameriki pridigamo. Kaja Kallas pa Ursula von der Leyen nista nič boljšega profila, kot je Donald Trump. Kot smo lahko videli zdaj ob napadu Iran. Kaj je počela ta Evropa? Ploskala je zraven Združenim državam in Izraelu je nudila diplomatsko oporo. Izraelu nudi vso možno oporo pri izvajanju genocida. V Ukrajino gre pa celo še dlje. Medtem ko se Združene države Amerike celo umikajo, je Evropa tista, ki rini v še več vojne. Poglejte, meni je žal, da moram take amaterske razprave poslušati. Treba se zavedati, po drugi svetovni vojni so bili ZDA first. In Trump želi ponovno doseči, da bojo ZDA, US first. Zakaj? V tem času Kitajska iz nerazvite države iz revščine postala velesila. Tako v globalnem pomenu, vojaškem, gospodarskem. Varnostni svet je pridobitev človeštva in tako mora tudi ostati. Torej, lepo prosim, nehajmo s tem, da bomo kar razgradili vse skupaj, zato ker je pač Trump en dan se zbudil in bomo vsi mi sledili temu, kar on danes predlaga, nov svet za mir, v katerega daste $1 milijard in se v njega vključite. To je nesmisel, popoln nesmisel in še enkrat predlagam, nehajmo s tem, da se svet spremenil. Vse, da se je spremenil, ampak ne na način, da bomo razgradili vse, kar smo 60-70 let postavljali gor. Stalno se želi Rusijo predstaviti kot grožnjo. Rusija nima interesa, da bi napadla Evropo, pri Ukrajini gre za eno drugo vprašanje. Bilo je zmenjeno, dogovorjeno, da bo Ukrajina ostala neutralna. Ali je Ukrajina del Evrope ali ni? Ne gre za to. Gre za zgodovinsko vprašanje, zakaj je Sovjetska zveza razpadla. Pod določenimi pogoji je bil dogovor med Gorbačovom pa Bushom, Reaganom, da ostane Ukrajina neutralna. Glede Krima. Krim ni bil nikoli ukrajinski, to je bil darilo partije. Gospod Erjavec, predlagam, da se res držimo teme. Tako da, če hočemo imeti mir, potrebujemo mednarodne institucije, ampak potrebujemo za temi institucijami tudi sile, kot je Evropska unija, ki bodo z drugimi gradile miroljubne in enakopravne odnose. Zato smo mi. Gospod Mesec, vi ste v tem mandatu začeli graditi slovenski vojaško-industrijski kompleks. Ne mi. Z javnimi sredstvi. Ta vlada ga je začela je vzpostavljati dovoz za to, da zažene transformacija slovenskega gospodarstva v vojno gospodarstvo. Za interese zahodnih centrov moči. Naprej, cel mandat že pošiljate orožje v Ukrajino in financirate orožarjenje v Ukrajini. Ursula von der Leyen dobro vodi Evropsko komisijo? Z upoštevanjem realnosti je, mislim, da okrepila svoje vodenje, drugače pa nisem zadovoljen z njenim načinom. Gospod Erjavec, ima evropska politika enake standarde za vse? Da, ne? Nima. In slovenska? Tudi ne. Bi morali evropski voditelji sesti za skupno mizo z Vladimirjem Putinom? Vojno v Ukrajini treba takoj končati. Bi morali evropski voditelji sesti za skupno mizo z Vladimirjem Putinom? Seveda, morajo se pogovarjati s Putinom, kako končati vojno v Ukrajini. Gospod Golob, bi vi v tem trenutku sedli za skupno mizo z ruskim predsednikom? Seveda, sploh ni dvoma. In pod kakšnimi pogoji? Pod vsakimi pogoji, da se lahko pride do miru. Mir je najpomembnejši, zaradi tega, ker nobena druga rešitev v Ukrajini žal ne bo delovala. Sankcije proti Rusiji ali dialog z Rusijo? Seveda vedno prisegam na diplomatsko pot, se pravi na dogovor, ampak za dogovor morate biti najmanj dva. Je Izrael v minulih 2 letih v Gazi izvajal genocid? Tu se bom pridružil mnenju zunanje ministrice, ki pravi, da je samo mednarodno sodišče tisto, ki odloči o tem, ali je šlo za genocid. Leta 2022 so nas nekateri želeli prepričevati, da Ukrajina, ki je Evropa, ni ogrožena strani Rusije. In tukaj moram še eno stvar res poudariti. Tako zahodni imperializem oziroma težnje po imperializmu kot vzhodni imperializem je vreden obsojanja, pa naj si pride iz Rusije ali pa iz Amerike. Prej gospod Logar rekel, da Tanja Fajon nikdar ni to označila za genocid, to ni res, smo označili za genocid, ampak tukaj čutim neko pomankanje, kar se tiče Evropske unije, da bi enotno obsodili dejanja Izraela nad Gazo oziroma Palestino. Moram res reči, da sem razočaran tudi nad retoriko nekaterih najvišjih funkcionarjev Evropske unije, ki so relativizirali dogajanje tam. Kako je s sankcijami proti Rusiji? Je po vašem mnenju to prava strategija Evropske unije ali ne? Ne, to so neučinkovite. Vidimo, da to ni ustavilo vojne v Ukrajini. Tako da gospodarske sankcije so bolj v škodo nas. Plačujemo dražji bencin,
dražji plin. Tako da tukaj ni posebenega učinka, ampak ker Evropa nima neke vojaške moči, pač mora s takimi ukrepi pokazati, da vseeno nekaj stori na tem področju. Na gospoda Erjavca pri prvem izvajanju, ki je v bistvu problematiziral sankcije zoper Rusijo, ni vprašanje, ali je to smiselno, ne, to je nujno, je pa problem, da smo imeli dvojne standarde pri sankcioniranju proti Izraelu, ko je izvajal genocid. In tukaj ni vprašanje, ali smo dovolj sankcionirali Rusijo, vprašanje je tudi v bistvu zelo pomembno, zakaj nismo to storili isto pri Izraelu. Enotno imate zunanjo ministrico, zakaj pa enotno kot Evropska unija. Mi smo uvedli določene sankcije kot država. Ena najvidnejših zunanje političnih potez zadnje vlade je bilo priznanje Palestine. Je bilo to prav ali ne? Ne. Ali ocenjujete, da madžarski premijer z naložbami v Sloveniji želi širiti svoj politični vpliv v naši državi? Absolutno. In tukaj moram biti jasen, pogrešam bolj jasnih stališč slovenske zunanje politike na tej točki. S katerim od voditeljev sosednjih držav ste imeli v tem mandatu najmanj stikov? Najmanj stikov? Da. Jaz bi rekel, da imam stike, ki so najbolj narazen z Viktorjem Orbanom, zaradi tega, ker ne delim njihovih vrednot in tudi niti najmanj ne podpiram njihovega ravnanja. Ne samo do Slovenije, tudi znotraj Evrope. In jaz resno upam, da bo prišlo na Madžarskem do spremembe na volitvah in da bo tudi Madžarska končno se spet vrnila v klub demokratičnih držav. Danes poslušamo celotno omizje, da so vsi za mir, ampak vsi kupujejo orožje, vsi nas rinejo vojno v Ukrajini, na koncu vsakega puškinega kopita naj pa stoji slovensko življenje. Hvala. Tega se ne gremo. Gospod Prebilič. Pardon, še to. Prva poteza, sankcije za tvorbo Izrael. Vrnitev v normalnost, bi jaz dejal, očiščenje zunanje politike, ideoloških, aktivističnih. Prva poteza je seveda obisk v sosednjih državah, v Nemčiji in ne nazadnje seveda tudi v državi, kot je Indija, z 1,4 milijarde prebivalstva, kjer hitro raste kupna moč, in seveda Združene države Amerike. Samo dosledno zagovarjanje miru in mednarodnega prava je lahko temelj naše zunanje politike. Ker smo to počeli, smo si pridobili spoštovanje širom sveta. To spoštovanje se kaže tako v sodelovanju s Kitajsko na gospodarskem področju, kot v tem, da nam danes arabski prijatelji pomagajo pri vrnitvi naših ljudi domov. S Kitajsko imamo 3 milijarde deficita. Hvala, svidenje. In srečno.